Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V času tedna restauracij bomo za naše goste predstavili en tak zelo sezonsko obarvan meni, ki je pa podkrepljen tudi z enimi našimi bestsellerji, če lahko temu tako rečemo. Bom kar na hitro predstavil meni. Za hladno predjed bojo gosti lahko izbrali pečeno rdečo peso, začinjeno z tako sataj omako na bazi arašidovega masla in limete. Spodaj bo malo za svežino labneh, se pravi ocejen grški jogurt, veganski XO in pa naša najljubša začimba jeseni in zime hren. Potem dodatna opcija tukaj za predjed je postrv, šarenka, zorjena v soli in sladkorju, v kombinaciji z koruzo, kostanjem in misom. To je taka zelo avanturistična, ampak zelo dobra zadeva, ki se jo bomo lotili prvič. Potem topla predjed, opcijska, je naš bestseller čez poletje, in sicer kaneloni, katere delamo iz starega kruha. Polnjeni so z orešnikovo skuto, pa krištofovim, se pravi krištof, sir od orešnika, mešanica ovčjega in kozjega sira, v kombinaciji s tartufi, rumenjakom, slanino in piščančjo omako. Za glavno jed imajo gosti izbiro, in sicer mesna ali ribja opcija. Mesna je krškopolc, zorjen hrbet, 4 dni v riževem kodžiju, zraven bo malo sezonske zelenjavce, brstični ohrovt, fižol, kimči, take zadeve, ali pa file jadranske ribe z omako z vegansko ndujo in pa porom. Nobena dobra večerja ali pa dobro kosilo ni zaključeno brez sladice, tako da za sladko spet 2 opciji na izbiro. Ena je mus iz maslene buče z sorbetom iz jurke in kozjim sirom, ali pa jabolčni tart tatin z domačim vaniljevim soledom in pa ganašem iz bele čokolade in timijana. Ljudje se razlikujemo, ampak v nečem smo si pa enaki, in sicer, da smo vsak dan lačni. Skratka, vsak dan jemo, ampak kaj to pomeni? Pomeni, da smo vsak dan lačni in zaradi tega v veliki meri jemo površno. Gremo jesti tja, kjer je blizu, kjer je poceni, kjer je tako, kot smo tega vajeni, in potem jemo vsak dan, bom rekel, kar enako. Teden restavracij pa je tisto, s čimer želimo poudariti, da v tem času je poudarek, da jemo dobro. Da jemo dobro, kajti s tem je teden restavracij povabilo k temu, da to, kar človek počne vsak dan, da naj to počne res kvalitetno. Teden restavracij je torej prireditev, ki poudarja kakovostno prehrano. S pomočjo tega, da v tem času je seveda prijazna cena, ki jo plačamo, kajti v restauracije, v katere vabimo v času tedna restavracij, v teh je veliko krat seveda je cena neprimerno višja, zahteva več časa, več nekega odrekanja, več neke energije, tako, če je to degustacijski meni, ki ima 10 hodov ali nekaj takega. Teden restavracij ponudi tisto, da pridemo lačni, to da tudi radovedni. 3 hode, se zelo dobro najemo in rečemo, sem bom pa še prišel. No, kakšna je vaša naloga kot selektorja? Ja, tu selektor, malo je v bistvu igra besed, ne, seveda vsi imamo radi selektorje, posebej zadnje čase nogometnega selektorja, pa sem si še jaz nadel to ime, ampak gre dejansko za to, da izbiram restauracije. Bistvo tedna restauracije je, da seveda izberemo restauracije in jih povabimo, torej izberemo najboljše, tiste, ki naredimo predizbor, gostom naredimo predizbor, ki jim ponudimo, to so restauracije, to so gostilne, ki so vredne, da jih obiščete. Kakšna je ponudba tega jesenskega tedna restauracij letos? Ja, letošnji teden restauracij, ponudba tedne restauracije je torej spomladi in jeseni. Vedno mora biti ponudba
sezonska. Torej, sedaj je to jesenska ponudba. Ampak v letošnjem letu je poudarek na izvirnosti. To pomeni, da želimo izpostaviti, da kako je pomembno v kulinariki, da ne kopiramo samo, ampak da dejansko dodajamo, da nadgrajujemo, da želimo si izvirnosti, ne pa generičnosti. Preveč je v kulinariki, preveč generičnosti, vsi so enaki, torej to želimo izpostaviti v letošnji jeseni, da bojo ti meniji izrazili, poudarili to izvirnost. To, če malo poenostavljamo, pomeni, da ne kopiramo recepte, ampak nekemu osnovnemu receptu nekaj svojega dodamo. Seveda, da dodamo nekemu osnovnemu receptu, predvsem pa, da ne kopiramo to, kar mislimo, da ljudje radi jejo. Ker žal smo ljudje tako, da če nas vprašajo, radi jemo, ne vem, 4, 5 ali pa največ 6 jedi in potem si večina vedno v gostilni, kam nekam gre, vedno isto naroči. Ja, tedne restauracije pa je tista priložnost, tam je teden, tam je TR, kot imenujemo TR meni. To je meni, ki so nam ga pripravili v tisti restauraciji, ki je značilnost za njih in si ne moremo zmešati, jaz bi to, jaz bi takrat po to. In se jim moramo prepustiti, torej rečemo, aha, zdaj nam pa vi pokažite, kaj je res dobro, kaj ne nazadnje, oni so strokovnjaki. Nekaj so že rekli o jesenski ponudbi tedna restauracij, pa nadaljujeva. Kaj ne pričakujemo v tem tednu? Da bomo dobro jedli. Da bomo dobro jedli, da bodo to jedi, ki bodo poudarile kakovost sestavin. Zaradi tega je pomembno, da teden restauracij sodeluje z Ministrstvom za kmetijstvo, ki izpostavlja to izbrano kakovost Slovenije, skratka certificirana živila. Zaradi tega šefi, ki pripravljajo TR menije, teh 107 restauracij, izbirajo torej kakovostno meso, sadje, mlečne izdelke, ki so zdaj tukaj certificirani, izbirajo seveda lokalna živila in izbirajo to, kot je vedno, če sedaj v letošnjem letu poudarek na izvirnosti, v prejšnjih letih je bil poudarek na slovenskih jedeh, je bil poudarek na raznih 10 teh poudarkov smo že imeli, kar pomeni, da vsi morajo vedno to spoštovati, vseh teh minulih 10 in letošnjega. Kako naj potem razumemo to izvirnost, besedo izvirnost? Izvirnost je to, kar ste v bistvu dejansko tudi že sami lepo izpostavili, torej jedi, ki jih nekje poznamo, ki so iz znanih sestavin, ki so iz sezonskih, lokalnih sestavin, ampak ki jim šefi, torej ti avtorji teh menijev dodajo nekaj svojega. To pomeni obudijo in dodajo nekaj svojega. Vedno je torej poudarek, tudi v prejšnjih letih je bil poudarek na tradicionalnosti. V enem letu smo imeli poudarek in to ne pomeni, da sedaj tradicionalnost zapostavljamo. Tradicionalnost vedno moramo jo vleči, ampak to tradicionalnost ne sme zaspati v preteklosti, kot pravim vedno, ampak moramo na tradicionalnosti graditi prihodnost. Torej, na tem tednu restauracij bomo videli, kaj se da naučiti iz preteklosti za prihodnost. Čeprav razumem, da teden restauracij je v tej visoki kulinarični ponudbi ostala domačnost in pa cena je tudi kar domača oziroma kar primerna. Ja, cena je vsekakor pomembna. Mislim, da teden restauracij dokazuje, da lahko jemo preprosto, toda ne samo dobro, temveč boljše.